imam kot predsednik akademskega zbora te fakultete pravico in dolžnost in čast predstaviti med nami profesorja, ki združuje dve zadevi. Bi rekli telesno zdravje in družbeno odgovornost. Se pravi sodno medicino. Med nami je profesor dr. Jože Balažic. O njem, če ste brali, če ste poslušali, če ste gledali, velikokrat v slovenskem prostoru slišimo, da je to človek, ki v določenih zadevah mora zavzeti stališče, predvsem zavzeti stališče takrat, ko nastanejo dileme, in to dileme na dveh področjih. Na področju telesnega zdravja, odnosa do telesa, vrednotenja telesa in na drugi strani odnosa do družbenega stanja, do prava, do vseh tistih družbenih okoliščin, ki jih mi tukaj študiramo. In s tem lahko rečem, da imamo pred seboj človeka z veliko širino, človeka, ki mora vsaj, tako rečemo, ne da 100%, ampak vsaj 99,99% poznati človeka v njegovih telesnih in družbenih in seveda duhovnih, duševnih razsežnostih. Gospod profesor, dobrodošli v naši sredi in seveda se že veselim vašega predavanja. Ja, hvala za to čudovito predstavitev, nisem si tega zaslužil, ampak dobro. Z veseljem sem se odzval povabilu in bi vas rad popeljal skozi slovensko forenziko. O forenziki veliko slišimo, verjetno tudi gledati kakšne filme, Forensic Science, Forensic Files, pa FBI Files, pa še kakšno Files. In v teh filmih vidite, da se kar nekaj stvari dogaja. Pomembno v teh filmih je, da velikokrat eden sam vse naredi. Začne nekaj, zbira sledove, zavaruje sledove, jih analizira, jih fotografira, jih interpretira, ampak to je v filmu. Torej, v resnici in v praksi seveda ni tako. Tako hitro, kot v filmu, neke zadeve ne potekajo. Posebej kakšne sodne zadeve, bolj zakomplicirane, ki se vlečejo lahko dolgo časa, lahko tudi več let. Verjetno ste vsi slišali za en čuden 4-kratni umor v Tekačevem, ste slišali za to zadevo, no vidite, še danes ni rešena. Potem po dolgih peripetijah, izvedenskih mnenjih, nasprotovanjih in tako naprej, so gospoda Noviča izpustili iz pripora kot potencialnega strelca že 2 leti nazaj na enega gospoda, ki je v tem streljanju umrl. Tako da so forenzične zadeve lahko tudi zadeve, ki potekajo kar dolgo časa. Seveda, boste vprašali, a vse rešite pozitivno 100%? Ne. Ni velikokrat niti ni možnosti, da bi 100% vse rešili. Zdaj, v medicini, pa tudi v forenziki je velikokrat tako, da 1+1 ni zmerom 2. Kot pri vas pravo je 1+1 2. Zakon je tak, ki ne more drugače biti. No, pri nas v medicini, tudi v forenziki je pa 1 in 1 zmerom blizu 2, tako kot je profesor povedal 99,9. Zdaj sem se spomnil na očetovstva, bomo tudi o tem nekaj rekli, je 99,99 in tako naprej. In potem včasih vprašajo, kva pa je tist majhna, a tist je pa neka luknja, ni možnosti, da se moče in tako naprej. Torej, sodna medicina, kot že beseda pove, sodna pa medicina, torej ima nekaj z sodstvom, s pravosodjem veze, nekaj z medicino. Recimo potem meni govorijo pravna medicina, recimo Nemci imajo Rechtsmedizin, to je pravna medicina, potem imajo Angleži Legal Medicine, je to tudi bolj pravna medicina, Italijani imajo medicina legale, ter vse nekako,
kele v neko to ožjo smer spada, pa vendarle, če gledamo prvi segment, torej sodna, torej ta pridih te medicinske stroke, torej je to ena izmed medicinskih strok ali vej, ki ima tudi svojo posebno specializacijo. Seveda, zdaj v medicini je tako, da takoj po diplomi, zdaj pravzaprav prave diplome na medicini itak nimamo, ko upravi študent zadnjo obveznost, dobi potrdilo, da je vse obveznosti upravil, s tem je v bistvu diplomiral. V tistem trenutku se mu na ramena obesi trojček odgovornosti, torej moralna, kazenska in odškodninska. Zakaj pa? Kaj mislite, zakaj? Se še ni nič. Ne? Torej, dobuje potrdilo, da je upravil vse obveznosti, pa taka velika odgovornost. Je pa že zdravnik. Torej, zdravnik v tistem segmentu, recimo, če se dotaknem samo ožjega dela kazenskega zakonika, imamo not eno kaznivo dejanje opustitev zdravstvene pomoči, samostojno kaznivo dejanje z zagroženo zaporno kaznijo do 1 leta. Kaj pa zdaj ta ubogi zdravnik ima s tem členom kazenskega zakonika skupnega? Ja, če ne bo nudil ustrezne medicinske pomoči, ker je že zdravnik, v trenutku, ko bi to pomoč nekdo rabo in je v nevarnosti njegovo življenje, se bo zgodilo ravno to. Vidite? Kazenska odgovornost. Namreč, seveda potem, ko dobi po upravljenem strokovnem izpitu neko državno verifikacijo, vsi dobimo takrat eno številko, ki nas spremlja celo življenje in ko umremo, umre številka z nami. Te številke ne more noben drug zdravnik več dobiti. Ta številke je neka evidenca v registru, ki ga vodi zdravniška zbornica, in pod to številko seveda se vodi recimo vsa zdravnikova predpisovanja, to je recepti, napotnice in tako naprej. No, zdaj smo v tem segmentu, ko smo po strokovnem izpitu, po 6 mesecih, po diplomi oziroma po zaključku fakultete dobili to državno verifikacijo. Seveda, od prvega dne naprej tak zdravnik lahko napiše tudi recept, vendar ne onega zelenega, ki je bianko menica Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ampak bel recept. To je plačljiv in ta bel recept, na ta recept je lekarnar v apoteki dolžan tudi izdati zdravilo, ki ga tak zdravnik lahko predpiše. Zdaj vidite, kako se ta odgovornost meša. No in potem, ko opravi specialističen izpit na neki določeni veji, je samostojen zdravnik in takrat dobi licenco. Licenco zdravniške zbornice, to je neke vrste dovoljenje za delo, in takrat samostojno opravlja svoje delo na svojem ožjem področju. Zdaj, kako ga upravlja, to je druga stvar. No, zdaj, sodna medicina. Torej, sodna medicina vrši tudi neke vrste kontrolo nad opravljanjem tega dela kolegic in kolegov zdravnic in zdravnikov po specialističnih izpitih. Torej, bdimo nad njihovim delom. Smo pa tudi njihovi advokati. Kako pa? Kaj mislite? Sodno-medicinski izvedenci opravljamo izvedensko delo tudi na področju morebitnih njihovih napak, odstopanj, malomarnosti. No, zdaj smo spet pri drugem kaznivem dejanju. Kaznivo dejanje v KZ-ju, malomarno zdravljenje in malomarno upravljanje zdravilske dejavnosti se imenuje naslov tega člena. Ta je že malo bolj strog. Tukaj v tem ta člen nam predpisuje, da zaradi naše šlamparije, malomarnost je po domače šlamparija,
In ta šlamparija je taka, ko se je lahko zavedamo, pa kljub temu ridemo z glavo skozi zid, pa delamo naprej neumnost. Ne? Torej, pravo reče to zavestna malomarnost. Ne? Ali pa drugi del, ko se pa glih čist vsega ne zavedamo, pa delamo te traparije. Ne? Nezavestna malomarnost, meni sicer ni všeč, ampak to je zavestna pa nezavestna je pravno, ne? Medicinsko je pa zavedna pa nezavedna. Ker v medicini vemo, kaj je nezavest. Takrat, ko si nezavesten, ne, ko si v nezavesti, se itak nič ne zavedaš, nič ne veš. Ne? V redu. No, in vidite, tudi tukaj seveda potem bdimo sodni medicinci oziroma sodne medicine nad tem segmentom, kjer z izvedenstvom poskušamo, oziroma ne samo poskušamo, ampak dejansko povemo vam kot bodočim sodnikom, oziroma vam bomo povedali, ali je tukaj v tem primeru suma tovrstnega kaznivega dejanja prišlo do česa? Do znatne okvare zdravja pacienta, kjer smo šlamparijo delali. Ker to vi kot pravniki, medicinski laiki tega ne boste vedeli. Vidite, zato rabite zopet medicinca, rabite izvedenca medicinske stroke, da morate imeti šlosarja ali pa veterinarja. Veterinar bi še kaj vedel, ne? Ampak avtomehanik pa ne bi nič vedel v tej smeri. Zato mora biti zdravnik. Potem velikokrat slišimo tisto floskolo vrana vrani oči ne izkljuje. No pa čistko ni. Ne? Zdaj mi poskušamo potem realno in objektivno presoditi, ali je v takem primeru šlamparije našega kolega ali kolegice prišlo do znatne okvare ali poslabšanja zdravja. Če je prišlo, je potem to signal za sodnika, da pelje to kaznivo dejanje naprej. Če pa ni prišlo, potem pa kaznivega dejanja ni. Ne? Ravno tako pri upustitvi moramo biti izvedenci, da vam bomo kot sodniku razložili, ali je bilo v tistem trenutku neko življenje od nekoga, ki je našo pomoč v tistem trenutku potreboval, življenje v nevarnosti ali ne. Če bomo rekli, da življenje ni bilo v nevarnosti, potem kaznivega dejanja ne bo. Ne? Tako vidite, en majhen segment sodne medicine ali forenzike. Ne? Zdaj, mimogrede, ko smo na začetku omenili te čudovite filme, ne, ki jih veliko mladih ljudi tudi gleda, jaz imam številne klice na inštitut, da bi radi bili forenziki. Ne? No in ko razložiš, kaj je treba vse narediti, da prideš do forenzika, ne, potem se majčkeno to navdušenje poleže. Ne? Imamo en velik segment, vidite, sodno-medicinsko izvedenstvo. Torej, v tem sodno-medicinskem izvedenstvu nekako pravimo, da smo neka, kako bi rekli, vrhunska izvedenska ustanova v državi. Seveda nad nami je edino še tako imenovana fakultetna komisija, ki sta pa zdajle, veste, v tej mali Sloveniji, pa v Avšiji imamo zdaj dve vrhunski fakultetni komisiji. Ljubljana in Maribor, ne? Namesto da bi iz obeh fakultet imeli eno. Nemci imajo 51 sodno-medicinskih inštitutov in imajo samo eno državno vrhovno tole komisijo izvedenstva. Ne? Mi pa seveda imamo dve. In potem se zgodi tole. Recimo dobimo iz Mariborskega sodišča na Ljubljansko komisijo neko zadevo, kjer med drugim tudi pišejo, naj se komisija izvedencev medicinske fakultete v Ljubljani opredeli do mnenja komisije v Mariboru. To je sicer malo kole, ne? Kako bi to v pravniškem jeziku rekli? Ne? Ni fajn to, ne? Ker se do mnenja kdo opredeli? Ja, sodnik, sodišče, ne? Mi se nimamo pravice opredeljevati do nekega mnenja drugega izvedenca. Ne? To je inštrument edino sodišče. Ne? Tako da zdaj majčken poskušamo in se majčken ta ledena doba začela odtajati, tako da jaz upam, da bomo v nekem doglednem času prihodnosti vendarle imeli na nivoju Slovenije eno tako vrhunsko komisijo. Dobro. Torej, izvedenstvo je na vseh področjih, kar se tiče medicine in pa seveda tudi segamo na kakšno drugo področje, torej biologije, kemije, ne, v okviru toksikoloških preiskav. In pa še en segment se je pojavil v novejšem času sodne medicine, to je klinična forenzična medicina,
imamo klinično forenzično ambulanto pri nas na inštitutu, tukaj nič ne zdravimo, ampak zdravnikom in zdravnicam pomagamo. Zaenkrat smo seveda samo še v Ljubljani, poskušali bomo še kje druge, torej vsaj v Celju in Mariboru nekako ustanoviti, ker veste, do Ljubljane je kar majčken daleč, ne? Čeprav je avtocesta, pa vsi ne morejo kar takole do Ljubljane. Namreč tu je bila v letu 2012 že sprejeta evropska direktiva, ki seveda zagotavlja žrtvam kaznivih dejanj, zlorab in tako naprej neko pomoč, ki mora biti brezplačna. No in seveda tukaj v tem okviru mi na inštitutu potem v tej ambulanti poskušamo oziroma zavarujemo vse morebitne sledove, pofotografiramo, vse popišemo, tako da za morebitne kasnejše kazenske postopke je to neprecenljivo bogastvo. Potem se nam pa zadnje čase dogajajo takele štosi. Recimo upravimo v naši ambulanti pregled, vse zadokumentiramo, vse popišemo, potem nas pa sodnišče iz izvedenstva izloči, ker smo kontaminirani, ker smo že nekje prej sodelovali, kar sodišče ni posebej določilo. No, tukaj skušamo zdaj tudi s pomočjo Vrhovnega sodišča priti na neko uporabo zdrave kmečke pameti, da če nekaj prepraviš pa zavaruješ, je to potem enostavno naprej za postopek oziroma mnogo lažje, kot če tega ne narediš. Potem nekih, vi pravite v pravo, da potrebujete kaj? Objektivne, materialne, verodostojne dokaze. Ja, če jih nimate, kaj boste ponaredili? Bolj žalost boste naredili, ne? Če ne morete dokazati, potem je kaj? Potem ne morete tudi obsoditi. Zdaj, zaenkrat je v Sloveniji veljalo v sodni medicini v pravo, da če recimo nimaš trupla, ne moreš nekoga obsoditi za recimo umor. Zdaj imamo že izjemo, da je bila, to je pravna praksa, obsodba, kjer trupla nismo najdli. Namreč šlo je za, celo priznala sta en mladenič in mladenka, da sta nekoga ubila, ga zavila v spalno vrečo, ga odnesla v kontejner za smeti, smetari so ga odpeljali na ljubljansko smetišče, kjer so ga potem zakopali oziroma tisti del, ko se sproti zasipa, in je približno v področju, ko smo se pogovarjali o ekshumaciji oziroma iskanju tega trupla, približno na 50 kvadratnih metrih, velikem teritoriju, ampak vsi nismo upali narediti skopa, kaj mislite zakaj? Ker se tam proizvaja en plin, ki je hudo eksploziven, metan, pri razpadajočih smeteh. Tako da v tem primeru trupla nismo najdli. In je seveda pravosodna zadeva oziroma postopek bil zaključen izključno na priznanju teh dveh, da sta tega ubila, čeprav ga ni. Dežurna služba, inštitut ima 24-urno dežurno službo. Na inštitutu je 24 ur dežurni zdravnik in dežurni tehnik, ki je bolj kot neke vrste receptor, bolj pri telefonu in usmerjevalec. V pripravljenosti je pa eden izmed toksikologov za nasvete, ali pa če je treba neko nujno preiskavo narediti, po noči, petek, svetek, praznik in tako naprej, ne glede. Ko se ga rabi, ga potem pokličemo in pride narediti preiskavo, drugače pa na telefonu in je tudi za tako imenovane nasvete po telefonu. Recimo se zgodi, da kakšne bolnice kličejo, kaj vzeti, koliko vzeti, kako je treba narediti, da bo vzorec pravilen, in potem ta naš toksikolog že to po telefonu lahko svetuje, da je zadeva pravilno narejena. In potem, ko jo pošljajo, pride potem neko toksikološko zadevo narediti. Torej, ta toksikologija je prvenstveno namenja na kliničnim segmentom, torej bolnišnica z zastrupitvami in tako naprej, seveda lahko tudi komorkoli drugemu, če je to nujno potrebno. Veste, zdajle ima policija recimo 3 delovne dni pri zaplembah vozil in tako naprej, ali pa pri tujcih, da morajo dobiti rezultate. Včasih je to zelo zoprno, ker
se tudi sobota in nedelja šteje v delaven dan, tako imenovani. Ne? Če oni imajo to zadevo v petek ali pa imajo soboto ali pa imajo, ne vem, nedeljo, ne, se lahko zgodi, da potem tudi postavijo zadevo kot nujna in dežurni toksikolog oziroma ta v pripravljenosti to pride narediti. Kakorkoli gledamo, ne, je alkohol v prometu zelo nezaželjena substanca. Čeprav, nažalost, je še zmerno zelo veliko. Predvsem v letošnjem letu vse velike, hude prometne nesreče so nekako z alkoholom povezane. Ne? Ker po domače, po štajersko, če rečem, so kar fajn nažgani. Ne? Zdaj, torej te vzorce pri nas analiziramo, ne? To so vzorci iz tako imenovanih strokovnih pregledov, ki po Sloveniji upravljajo zdravniki, predvsem v dežurnih službah, to so predvsem zdravniki splošne oziroma družinske medicine, razen v Ljubljani se to upravlja pri nas na inštitutu. Je tudi to en segment te naše dežurne službe, ko policijska patrulja pripelje preiskovanca na ta strokovni pregled. To so lahko grde drame, ne? Namreč nobeden izmed teh ni na tem pregledu prostovoljno, je tako. To tudi ni zdravljenje, jaz nisem njegov zdravnik, jaz ga čisto nič ne zdravim. Ne? Ampak seveda moram to preiskavo narediti kot zdravnik, ker moram ugotoviti znake prisotnosti oziroma znake delovanja alkohola ali drugih substanc na njegovo psihofizično sposobnost. To je v okviru tega strokovnega pregleda. Potem moram vzeti kri pa urin. Ne? Zdaj, takole je, ne? Musni. Torej, če jaz ga zmerom najprej se predstavim, ko pridemo tudi povem, da nisem zdravnik za zdravljenje, da ga ne bom zdravil, ne? Da ne bo kakšnih nesporazumov, ker potem, ja, boste pa izdal zdravniško poklicno skrivnost, mi je zanče rekel gospod ne, ker nisva v odnosu zdravnik-bolnik, ampak sva v odnosu vi kot preiskovanec in jaz zdravniki preiskavo opravim v okviru zakonskih pooblastil in zahtev. Torej, nič ne bom izdal poklicne skrivnosti, ker če jaz policijajem povem, da je on pijan, ne, je to pomemben podatek, ampak nima nič s poklicno skrivnostjo. Veste, zdravniki imamo poklicno skrivnost. Ne. In seveda izdaja poklicne skrivnosti je tudi ne nazadnje kaznivo dejanje, tako da tu smo tega odvezani. In seveda tukaj so potem razne zadeve. Ne. Recimo, predstavljajte si, da vas ob 3 kdo prosi, da mu pokažete diplomo. Ja, pokažite mi diplomo, pa bom sodeloval. Ne? Torej, nimamo je, sicer zdaj smo si dali diplome, takole nam je fotografinja naša naredila, da imamo zdaj v ambulanti na steni še naše diplome, tako kot imate vi te slikce tam, ne? Da ga takoj usmerimo, evo, izvolite tam. Ne? Potem seveda ga vprašam, boste sodeloval, če reče, ja, upravimo te preiskave, pregled, potem mu reče, no, zdaj bova pa vzela kri, boste dal, ja bom, ja, okej, če bo rekel, ne bom dal pa nič, ne? Torej, ga nič ne silimo. Zdaj, če ne da krvi, kaj to pomeni po zakonu? Odklonitev strokovnega pregleda. To je avtomatizem 18 kazenskih točk. To, veste, kaj pomeni, ne? Ja, seveda, ne, ponovno na izpit. Ne? In pa seveda 1200 € je kazni. To mu še lahko povem, ne? Čeprav se mi z njimi kaj dosti ne ukvarjamo, da bi jim razlagali. Ne? Potem velikim je slabo, ko zagledajo iglo, seveda, ne, tudi meni bi včasih bilo. Ne. Tako da poskušajo vse sorte fint, ne, eni skupaj padajo, ampak če tako fajn padeš na roke, to ni skupaj past. Veste, kaj pomeni skupaj past? Ne. Padeš ko snop, ne. Če padeš, ko da bi sklet se delal, to ni to. Ne. No, potem imamo pa en segment v naši zakonodaji, predvsem je tukaj en člen Zakona o kazenskem postopku, kjer se upravi strokovni pregled in odzem brez privolitve preiskovanca. To je pa lahko drama, ne? Torej to po domače rečemo odzem na silo. Seveda zakon pravi, da mu ne smemo povzročiti poškodbe na zdravju, ne? Ali pa okvare zdravja. Zdaj, kaj moramo narediti? Jaz moram kri vzeti, ne? Moramo vzeti najmanj 3 ml krvi. Tule, ne? Kako bom zdaj to naredil? Če jo noče pa maha. Ne zveš. Aha, bravo.
takrat je policija dolžna zagotoviti, da mu lahko vzamemo. Kaj naredijo? Pokličejo ukrepitev, ne? Pridejo dodatne patrulje, ga primejo in potem ga zdravnik kliči, ne? Zdaj, mi smo dali narediti eno posebno mizo, tako da se jo ne da zlomiti, ker ga običajno potem položijo, to je podrekovaj na to mizo, ne? In potem mu vzamemo kri. Zdaj, v Ljubljani je tako, običajno pride okrepitev iz področja specialne enote policije. Taki 3-4 na vrata, ne? Se marsikdo potem, kot rečemo, kokaka in naprej zadeva poteka čisto normalno, rutinsko, ni problema. Ja, kakšen pa ne? Zdaj, kdo so najhujši taki? Ne, pa ne. Pravniki, zdravniki, policisti, ne? Iz teh branž imamo največ teh tako imenovanih odzemov na silo. Pri nas na inštitutu je to približno po povprečju enkrat na mesec. Namreč potem pripeljejo iz vsega širšega področja, če imajo tovrstne zadeve, tudi z primorskega konca, iz gorenskega, vse to gepira k nam potem v Ljubljano, ne? Tako da tudi s tem to je tudi eden izmed teh segmentov, ne, vzorcev za to vrstno analitiko potem pri nas na teh aparatih. Zdaj tukaj vidite, to vidite tudi v teh filmih, ne, take škatle razne, ne. To je plinski kromatograf z masno detekcijo, to je pa ta najnovejši za 350 jurjev težek, ne. To je pa tekočinska plinska kromatografija, ne, ki lovi do 10/9. Seveda, tukaj, ta je predvsem dva imamo taka, ne. En je bolj namenjen mamilom, drugi je pa zdaj tem novim mamilom, ne, tega je približno 2 na teden, imate nove substance, ne, to ste verjetno že kaj slišali. Zdaj, ja. Kaj vi ste delali preiskavo temu Domnu, ko je v Dravi? Ja. In prej ste omenili, da v bistvu ne plača zavarovalnice, to pomeni, to preiskavo so njegovi starši krili? Ne. No, sodišče. A to pa je sodišče? Ker je sodišče odredilo. Aha, oni so odredili? Ja. Torej, kar je sodnih obdukcij, to je pod ingerenco sodišča, ne? Vse stroške nosi sodišča potem, tako da svojci v bistvu ne, razen v primeri svojci nosijo stroške, če sami zahtevajo obdukcijo. To pravico imajo, ne? Se ne strinjajo z ugotovitvijo recimo mališkega preglednika in potem imajo pravico, takrat pa nosijo one stroške. V vseh ostalih primerih pa svojci nimajo nič s tem, kar se stroškovnega segmenta tiče. Zdaj preiskovalni sodnik pa potem z pisno odredbo odredi, kaj zahteva. Zahteva obdukcijo, zahteva te preiskave, one, druge, tretje, kar je pač potrebno, ne. No, zdaj, če gremo na alkohol, je to seveda zopet en tretji moderen aparat. Vidite, te konzole zgoraj, to je vse avtomatizem, avtomatski podajalci, ne. Včasih imate koga, ne, na strokovnem pregledu, ja, veste, tam je napihal, recimo, vzemimo en deciliter na liter izdihanega zraka. To je 2 promile, ne, po starem. In je rekel, veste, doktor, jaz sem pa danes cel dan lakiral parket, pa sem vdihaval te hlape, ne. Ok, je lakiral pa vdihaval hlape, ampak ta aparat posebej loči te hlape in posebej loči alkohol, ne. Poleg vdihavanja hlapov je seveda tudi blažil te hlape z alkoholom, ne. Tako da ni, torej se ne da več goljufat, ne, da nisi pil ali pa si pil, torej rezultat je verodostojen, ne. Tako da recimo v lanskem letu smo imeli približno 1700 vzorcev alkohola, samo alkohola. Letos pa že 2400, pa še nismo konc leta, ne. Torej smo jih presegli krepko. Kar se tiče mamil, mamila so v Sloveniji, jaz še zmerom rečem, nismo še dosegli vrha te Gaussove krivulje, ampak smo nekje na sredini, ne. Se uspenjamo, ne. Tudi na področju teh tako imenovanih novih sintetičnih drog se uspenjamo. Seveda so pa policisti postali pozorni tudi na tako imenovano starejšo generacijo voznikov motornih vozil in njihovo psihofizično sposobnost. Kaj pa starejši jemljajo? Ne, mamila.
psihoaktivna zdravila. Torej zdravila, ki imajo na škatlici črn trikotnik. Pri teh zdravilih piše, da takrat ne smejo upravljati z motornim vozilom. Ne? Vsi poznate eno tako, jaz rečem, slovensko ljudsko zdravilo so apaurinčki, poznate, ste slišali za apaurinčke. Ne? Torej, te doktori naši pišejo kot bombončke. Ne? Apaurini, to so benzodiazepini, izredno nehvaležna zadeva v kombinaciji z alkoholom. Kajti, substanci potem ena drugo potencirata, ne? In imaš kar hitro na cesti letečo trublo. Imaš Ataja zjutraj, ko vzeme en 10 mg apaurin, ki mu ga je doktor predpisal, potem pa en šnops zraven in se vsede v avto. Krasna kombinacija. Ne? Tako da področje psihoaktivnih zdravil je seveda v zadnjih 2 letih, kar se tiče policijskih naročanj, preiskav kar zelo poraslo. In nažalost vidimo, da imajo policisti prav, ne? Da je to vrstnih voznikov z okrnjeno psihofizično sposobnostjo na cesti v Sloveniji zelo veliko. Sej lahko nič se ne zgodi, nič ne naredijo, ne? Ampak potencialno so pa, kot se neko leteča druga, potencialno so pa zelo nevarne stvari. Ne? Obdukcijo opravlja obducent, torej zdravnik, specialist sodne medicine, zdaj če poznate zakon o kazenskem postopku, tam pravi po možnosti eden ali več. Ne? Zdaj evropska priporočila govorijo o 2 obducentih, tako da nekako pri sodnih obdukcijah to zmeraj zagotavljamo. Ne? Zdaj, pred obdukcijo je potrebno včasih marsikaj narediti, mi imamo tudi rentgen pri nas, tako da tudi z rentgenom celo truplo poslikamo. Krasen digitalni rentgen, tako da imaš vse na ekranu takoj. Namreč truplo iz ceste, ne? Nič ne veš o njem. Zdaj z rentgenom pa vsej vidimo tiste poškodbe skeleta, ne, da smo bolj pozorni. Torej pri strelnih poškodbah obvezno slikamo, predvsem pri tistih, kjer recimo ne vidimo prestrela, da ostane projektil nekje v telesu, ne? In potem nekam zdrsne. In z rentgenom točno vidimo, kje je, da ga najdemo, ker ga moramo najti. Ne? Policija ga hoče imeti, ne? Za primerjavo in tako naprej. Tako da, no pole pa tretji segment obdukcij pri nas v Ljubljani so klinične obdukcije, torej obdukcije za potrebe UKC. Namreč UKC Ljubljana nima svoje prosekture in pri nas obduciramo vse tiste pokojnike, ki umrejo znotraj 24 ur po sprejemu v bolnišnico, ki je takrat, če diagnostika ni čist pelana. Ne? Potem vse poškodbe, zastrupitve, vse sume na strokovne napake, to gre potem k nam. Tako da okrog od teh 1200 smo rekli lansko leto okrog 100 sodnih, nekaj čez 700 sanitarnih in pa ostalo je ta klinični segment za potrebe UKC. Zdaj obdukcija poteka, ne? Torej traja različno dolgo lahko, odvisno kaj je vzrok. Kakšna sodna, kjer je treba vse natančno narediti, traja tudi 2-3 ure, pa več. Neka taka povprečna, kjer ni nekih hudih zapletov, je približno kakšno uro do uro pa pol. Ko smo rekli zdravljenje, namesto anestezista imamo pomočnika, tako da streže in pa seveda asistira obducentu. Potem imamo pri nas tako narejeno, da se direktno piše po nareku obdukcijski zapisnik. Smo povezani gor z 3. nadstropjem, kjer je administracija in seveda direktno pišejo. Potem seveda pri sodnih obdukcijah se tudi posname še sporedno, tako da je napisano in posneto. Kaj ti veste, recimo, zelo hitro se lahko zgodi pri pisanju, ne? Naše administracije so izredno hitre, pišejo 10-prstno. Vendar se zgodi, da diktiram, da jetra tehtajo 2800, pa napiše 28 000, ne? Ja, toliko nobena jetra še niso v zgodovini, niti pri slonu tehtala, ne? Ker zdaj recimo, če po sodni obdukciji popravljaš vsebino obdukcijskega zapisnika, moraš to argumentirano narediti, ne? Recimo, vse to je logično, da boš namesto 28 000 popravil na 2800, ampak če imaš to posneto, ne, da imaš potem tudi nek dokaz, da je to res to, ne?
da si nisi kaj izmislil ali pa tako naprej. Recimo opis poškodb mora biti zelo natančno narejen in če je to še posneto, je potem to bolje. Ne? Pri sodni obdukciji potem obducent recimo mora v 24 urah pregledati ta prvotni obdukcijski zapisnik in poslušati posnetek, tako da uskladi celotno zadevo. Ne? Po 24 urah se pa ta prvotni zapisnik zaklene. Torej, to je ta original, ki je potem zapečaten, da se ga ne da nič več spreminjati. Ne? Ker včasih se zgodi, da sodišče zahteva, predvsem kakšen odvetnik, pameten včasih vmes pade, ne? Pa zahteva lahko marsikaj, tako da to imamo na ta način vse rešeno in dobro zadokumentirano. No, histološki laboratorij sem povedal, zakaj nam služi, torej mikroskopska obdukcijska diagnostika. Potem pa je seveda ta laboratorij za molekularno genetiko ali po domače DNK laboratorij. Namenjen je seveda več segmentom, torej en tak, bi rekli, domače opravilo so očetovstva, ne? Torej določanje oziroma identifikacija biološkega očetovstva je tukaj, imamo tam nekje na mesec povprečno 10 primerov, zdaj veliko Italijani hodijo k nam tudi kot samoplačniki, ker je pri nas mnogo ceneje kot v Italiji. Ne? Zdaj, ker sem pa v EU, rezultati pa veljajo tudi v Italiji naši, tako da ni problema. Zdaj, a veste, kako jaz rečem velikokrat, recimo tem DNK identifikacijam biološkega očetovstva. Torej, nepriznano minulo delo, ne. A ta neče priznati svojega minulega dela. Zdaj, jemljemo vzorce torej pod strogim nadzorom, torej vse stranke so prisotne, da v živo vidijo to. S tem se izognemo, aha, se je drug prišel, ne. Se je prišel njegov brat, ne. Tako da to točno tam vejo in potem na koncu tudi en zapisnik podpišejo, da se s tem strinjajo in da nimajo na to pripomb. Ta zapisnik včasih potem tudi sodišče zahteva, tako da če zahteva in ga posredujemo, ne, če se kasneje začne kaj zapletati. Ne. Zaenkrat je bilo samo v enem primeru, da gospa ni točno vedela, zdaj, kjer je ta prav, ne, ali je on njegov brat, ali kjer je, pa dobro, pustimo to. No, nekaj štorij. Torej, zelo veliko smo delali zadev tamle nekako v letu 2005, ko je bil tisti boom vračila teh denacionalizacij, kako se reče. Ne? Ljudje so dobivali nazaj kar nekaj bogatstva in potem recimo so nekateri bili v dvomih, ali to dediščino zapustiti, komu so vsi njegovi, niso vsi njegovi. No in spomnim se enega ataja, ki je bil star 75 let in je prikorakal k meni na inštitut in rekel, jaz bi pa rad, veste, jaz sumim, da moj najstarejši sin ni moj. Sem rekel, ja nič, zmenite se doma, pridite, pa bomo naredili hitro tole. Ne? No, pride drugič, je rekel, ja veste, meni doma pravi, ko sem to rekel, da sem star, pa dementen, pa nor, pa nočejo iti. Ja, sem rekel, če nočejo prisiliti, jih ne morem jaz, niti vi, niti nobeden. No, potem pa lepega dne pridejo. Mama, 2 sinova pa ata. No in potem sem pa rekel, kako ste pa zdaj to uspel, me pa malo zanima, ne? Je rekel, veste, jaz sem pri odvetniku naredil testament in se not napisal, da bo to ta denacionalizacija njihova dediščina, če se podvržejo testiranju in dokažejo, da so moji sinovi. No in smo seveda naredili in ta najstarejši res ni bil njegov. Nekaj čez 50 let star možakar ni bil njegov sin. Zdaj, kako so pol naprej, to ne vem, ampak recimo tudi to se zgodi. Imeli smo primer enega znanega novinarja, nič novim imena povedal, je prišel z eno štručko v košarci, ja, da bi očetovstvo dal narediti, ker ni čisto siguren, pa je partner, ki ne gate sabo prinesel. Se rekel, imate dovoljenje, da ste te gate vzel, pa se ne prinesel, ja nimam, ja potem pa pejte, da je vam da gospa dovoljenje, pa bomo naredili, ga ni bilo več nazaj. Potem imamo tudi enoto za identifikacijo mrtvih, delujemo sicer v okviru uprave zaščito in reševanje pri MORS-u, torej v okviru vojske,
Tu je več zadev, več nas je tukaj vključenih za primere morebitnih množičnih nesreč, tudi terorizma, tudi na to mislimo, kako seveda v tovrstnih zadevah se lotiti. Imeli smo eno veliko vajo v ljubljanskih Stožicah, kjer je teroristični napad med nogometno tekmo in tako naprej. Glejte, tudi mi nismo imuni, čeprav nekako zaenkrat smo v tem terorističnem območju, lahko rečemo nekako govorijo, da smo kar varna država, ampak ne vemo, kaj bo jutri. Tako da tudi tu se usposabljamo, tu je kar precej usposabljan. Seveda aktivirani smo v primeru, kadar gre za več kot 10 smrtnih žrtev, recimo neka huda prometna nesreča, masovna, se potem to enoto aktivira. Tukaj so posebne naloge, seveda v prvi vrsti identifikacijski postopki in vse ostalo, kar zraven paše. Zdaj, bodočnost, en del smo že, drugi del pa zdaj akreditiramo tale standard 17.025. Potem si zelo prizadevamo postopkov kontrole kvalitete v domovih za ostarele. Ste kaj gledali zdaj zadnje prispevke POP TV-ja? Marsikaj se v domovih dogaja, recimo jaz sem si vzel malo časa, pa sem v enem izmed domov za ostarelih v Ljubljani z 213 varovanci malo pregledal kartoteke. Eno študijo bomo poskušali narediti. Recimo, veste, kaj sem ugotovil? Pregledal sem vseh teh 213 kartotek in več kot 50% teh starostnikov ima predpisanih 10 in več zdravil. Ja, 10 in več zdravil. Kakšne so to interakcije med njimi? To nič kaj dosti ne kontrolirajo, veste. Potem seveda še veliko jemljajo te tako imenovane dopolnila, prehranske dodatke, vidite reklame na televiziji, v 10 minutah vam 5 takih zdravil, domačih lekarn dajo, tako da tukaj poskušamo zdaj malo zraven priti, da bi to malo kontrolirali, nekaj se dogaja. Zdaj sicer na področju bolniško-pregledne službe že kontroliramo, vidimo tudi marsikaj, vidimo tudi recimo, zadnjič sem imel en primer, sem odredil eno obdukcijo, kjer je od 11 predpisanih zdravil so 3 bila v nasprotju z diagnozo, diagnoza je bila odpoved ledvic, gospa je bila na dializi, dobivala je 3 zdravila, ki so kontraindicirana te diagnoze. Tudi v dost, sicer v terapevtskih odmerkih smo dokazali toksikološko prisotnost teh zdravil v gospeji, pokojni, vendar kaj zdaj to pomeni, da so 3 taka zdravila, ki jih ne bi smela dobivati. Čigava odgovornost je to. In ali so ta 3 zdravila zdaj lahko kaj prispevala k smrti? So, Zdaj smo seveda, imamo dogovor z ljubljanskim okrožnim državnim tožilstvom, da podamo enkrat na mesec poročilo, tisto, kar pri obdukcijah zaznavamo. Seveda med to poročilo smo dali zdaj tudi to gospo. Zdaj je že odreagiralo okrožno državno tožilstvo, tako da so kriminalisti dobili že zdaj nalogo, da grejo malo pogledati, kaj se v tem domu dogajalo s to gospo in tako naprej. Potem vidimo recimo grde preležanine, vnete, gnojne. Ali to kaj vpliva? Imaš pa diagnozo sepsa. Ja, seveda vpliva. Tale zadeva za varstvo potrošnikov naredila analizo pijače, ki imajo not aloe vero, oziroma imajo tole noter. Tista fajn pijača, tiste flaške zeleno. Vsi, jaz tudi rad pijem to, zdaj pa vidim, da ni not aloe vera uvoz iz Tajske, ampak je neka druga roža not, ki je pa hudo strupena. Samo česo nalepko dali, ker pri nas je ta substanca prepovedana. Tako da tudi tukaj nekaj že opravljamo, nekaj dobivamo. Upravili smo ene preiskave, ene ajdove moke iz Madžarske, kjer je bilo dost skopolamida noter. Veste, v ajdovih poljih raste ena krasna rastlince, pa tudi v žitih,
ki imajo določene substance not, ki niso za življenje. In po naših analizah so potem to ajdovo moko iz Madžarske umaknili za izpolic. Tako da tudi tu je, vidimo ena, lahko rekli zopet, tržna niša za laboratorije Sodomedicinskega inštituta, da tudi to opravljajo. In to je to. Hvala lepa. Vsekakor ena zadeva, ki me je nagovorila, je ta, da študent medicine na koncu, ko diplomira, dobi kar trojno razsežnost odgovornosti. Jaz pa svojim študentom vedno rečem, vsaj v prvem letniku, da ko so stopili skozi vrata pravne fakultete, so k svojim življenjskim poslanstvom dodali eno, avtoriteto. Če ni avtoritete, je pravnikovo delo in vsa prizadevanja za manj. Kajti, če ni avtoritete in zaupanja v avtoriteto, dejansko ni tistega, kar bi moralo biti, ker odkriti in prepoznavati kaznivo dejanje, ga dokazati in celo obsoditi, je ena izmed umetnosti prava. Vendar najvažnejša pri vsem tem je izvršiti sodbo. Tisto lahko samo takrat naredi človek, ko je za njim dovolj težka avtoriteta. In danes smo videli, in hvala vam za to, en del tega segmenta tudi sodna medicina pokriva. Zato hvala lepa, gospod profesor. Ja.